V molitvi prosimo za veliko stvari, tudi največji dar, ki nam ga Bog lahko daje, Sveti Duh. Tako je zatrdil papež Frančišek med sveto mašo v kapeli doma svete Marte. V homiliji je razložil evangeljski odlomek, ki predstavlja priliko o možu, ki z vztrajanjem od prijatelja dobi tisto, za kar ga prosi. Spomnil je tudi, da ima Bog veliko usmiljenja in da se lahko doseže tisto, kar si molitev ne drzne upati. To mi daje misliti, prav iz Božjega usmiljenja izhaja ne le odpuščanje, kar vsi vemo, ampak tudi velikodušnost, dajanje vedno več in več. Mi Boga v molitvi morda prosimo za to ali ono, on pa nam vedno da še več. Evangeljski odlomek omenja 3 ključne besede, to so prijatelj, oče in dar. Z njimi Jezus učencem pokaže, kaj je molitev. Je kot mož, ki se sredi noči odpravi k prijatelju, da bi ga za nekaj poprosil. V življenju imamo prijatelje, ki so zlati. To so tisti, ki zares dajo vse, so tudi bolj ali manj dobri prijatelji. Tak je lahko 1, 2 ali 3. Več ne, je nadalje pojasnjeval papež Frančišek. Ostali so lahko prijatelji, a niso kot ti. Vedno pa je vez prijateljstva tisto, zaradi česar dobimo tisto, kar prosimo, tudi kadar smo nadležni in vsiljivi. Jezus v evangeljskem odlomku nato naredi korak naprej in govori o očetu. Katerega očeta med vami bo sin prosil za ribo in mu bo ta namesto ribe dal kačo, ali ga bo prosil za jajce, pa mu bo dal škorpijona. Če torej hudobni znajo dajati otrokom dobre darove, koliko bolj to zna nebeški oče. Papež je nadaljeval, da nam torej ne pomaga in da tistega, kar ga prosimo, le prijatelj, ki nas spremlja na poti življenja, ampak tudi nebeški oče. Ta nas zelo ljubi. O njem je Jezus dejal, da priskrbi tudi hrano pticam na polju. Jezus je želel ponovno prebuditi zaupanje v molitev, zato je rekel, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, kajti vsak, kdor prosi, prejme in kdor išče, najde in kdor trka, se mu bo odprlo. To je molitev, prositi, iskati kako, trkati na Božje srce in Oče bo dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. To je dar, to je tisti Božji več. Bog ti nikoli ne da darila, nečesar, kar ga prosiš, ne, da bi ga dobro zavil, ne, da bi dodal nekaj več, kar ga naredi lepšega. In tisto, kar nam Gospod, Oče, da več, je Duh. Resnični očetov dar je tisto, kar si molitev ne drzne upati. Jaz prosim za milost, prosim za nekaj, trkam in molim. Upam samo, da mi bo dal tisto, a on, ki je oče, mi da tisto in še več. Dar Svetega Duha. Papež je nato povzel, da se moli torej s prijateljem, ki je sopotnik na poti življenja. Ta prijatelj pa je Jezus.